V resnici smo se danes prvič združili na enem mestu s precej različnimi pogledi, kako naprej. Hoteli smo zajeti res vse možne poglede, kaj vse je treba spremeniti v zdravstvu. In je bilo zelo zanimivo, ker smo ugotovili, da obstajajo dobre prakse tudi v Sloveniji, marsikje, da jih moramo upoštevati pri tem, kar bomo načrtovali naprej, in da obstajajo primeri dobrih praks tudi v tujini. In če bomo uspeli sestaviti našo lastno slovensko rešitev, bo to najboljši model. Mislim, da ekipa notri je odlična, res izjemni strokovnjaki. Tako da mislim, da ni nobenega dvoma, da tisto, kar bomo predlagali, da se tudi ne realizira in da končno napravimo v tem našem zdravstvu korak naprej z nekim optimizmom in željo, da se res kaj uredi. Jaz sem bil zelo prijetno presenečen nad tem, kako je dr. Erik Brecelj, ki jo vsi poznamo kot borca proti korupciji, operativno razdelil naloge. In to na množici različnih področij. In kako v bistvu bomo že naslednji teden imeli prve rezultate. Ravno zaradi tega, ker se vsi zavedamo, da je nujno, da ukrepamo hitro. In to, da imamo operativno ekipo, ki bo dajala strokovna izhodišča za zakonodajo, ki jo bomo potem na vladi sprejemali, me res navdaja z optimizmom. Že do sedaj sem verjel, da imamo možnost nekaj narediti na tem področju, zdaj sem bolj to prepričan.